Ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, bleferaj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Poljanskega kavča, kjer gostimo Poljance, ki jih sicer srečujemo po hodnikih, po razredih, v zbornicah, no, v eni zbornici. In imamo tukaj s tem pogovorom eno tako možnost, da jih morda majčkeno bolj spoznamo. Moja nocojšnja gostja je profesorica slovenščine, ki ima toliko veliko enih talentov, toliko veliko enih zanimanj, da bomo to imeli veliko težavo zgostiti v eno samo epizodo. Skratka, z menoj je in sem zelo vesel, da je tukaj z mano tudi moja nekdanja profesorica slovenščine, Nataša Žigar. Živjo. Pozdravljena, hvala lepa, ker si se odzvala vabilu. Hvala za vabilo. Ja, začel bom z enim vprašanjem, ki se meni zelo velikokrat poraja, ko tebe vidim, ko tebe srečam v šoli. In to je, zakaj si ti vedno dobre volje? Saj verjetno nisem vedno dobre volje, ampak mogoče tako zgleda. Sem velikokrat dobre volje, to je res. Ja. Mislim, da se moram zahvaliti tukaj kombinaciji genov. Aha. Da sem take vrste človek. Ja. Aha, to je pač moja natura. To je tvoja natura. Ja, tako. A te jaz pravim v dobro voljo? A zdajle? Ne, zdaj ne, ampak tako. Ne, ker vedno, ko te vidim, si dobre volje. A ja. Ali te šola spravi dobro voljo? Me spravi dobro voljo. Tudi dijaki me spravijo dobro voljo, tudi kolegi me spravijo dobro voljo. Skratka, odlična kombinacija genov in okolja. Tako je. To bi pa Zola imel zelo veliko za napisati. Ja. Zdaj bova začela mogoče z tem, kaj v bistvu ti najprej predstavljaš, a ne, na tej šoli, in to je seveda pač slovenščina. Kako to, da si se ti odločila za poučevanje oziroma sploh za študij slovenščine? Jaz mislim, da je veliko zaslugo tukaj imel moj učitelj slovenščine, profesor Milan Šuštar, ki je pač me navdušil na svojih urah. In ko sem se odločila, to je bilo nekje v 4. letniku, kaj bi šla študirati, sem razmišljala najprej samo o primerjalni književnosti. Ampak sem ugotovila, da s tem verjetno ne bom, ne vem, kako zaposljiva, ne? In sem potem izbrala še slovenščino, oziroma izbrala sem potem, v tistih časih je bil namreč študij A in B, ne? Torej pod A slovenščino, pod B primerjalno književnost. In potem sem po nekem slučaju prišla na gimnazijo Poljane, namreč na šoli oziroma na fakulteti je vesel listek, da potrebujejo slavista. Na gimnaziji Poljane seveda je šlo samo za nadomeščanje in jaz sem poklicala, pravzaprav sem bila prepričana, da so že nekoga dobili, no? Ampak so rekli, kdaj lahko pridete, in potem sem prišla. In ko sem bila tukaj 14 dni na tej šoli, se spomnim, mi je bivša svetovalka Mojca Lorbek vprašala, če bi ostala, če bi imela to možnost. Sem rekla ne. Zaradi tega, ker mi nekako, ne vem, se mi zdel, nisem se dobro počutila na teh prvih 14 dni, ampak se je pa potem, ko sem morala iti šole, to je bilo pa potem po prvi konferenci, bilo zelo hudo. Tako da sem nekako se v tem času odločila, oziroma nekako se mi je zazdelo, da bi to bil lahko moj poklic, poučevanje. Torej to prvi 14 dni grozno, potem pa kaj, pol leta? Potem se je pa nekako spremenilo, no, jaz ne vem, pol leta približno, ne vem, sem bila tukaj na tej šoli, potem sem šla na Moste, ker sem tudi nadomeščala, potem sem bila leto na Mostah in na Poljanah, no, in potem samo še na Poljanah. Ampak ne moreš pa pravzaprav povedati, kaj je tisti trigger bil?
Ne vem, mislim, moram reči, da sem jaz šla v razred z nekim strahom, ko sem prišla na to šolo. Ne vem, Okay. sem stalno mislila, ne vem, zlasti v višjih letnik, da se bojo, ne vem, mogoče norce z mene delali, pa kaj, ne vem, ne znam pravzaprav povedati, zaradi česa me je bilo strah, ampak se mi zdi, da sem se potem kar dobro ujela z dijaki, sploh z enim razredom, zelo, to je bil takrat drugi letnik in še spomnim, ko sem odhajala, sem mi kupila en tak šopek vrtnic, pa ni bil to razlog seveda, ampak se mi zdi, da sem se tako povezala z dijaki in da se mi je zdelo, da nekako, ko si v razredu z mladimi ljudmi, da te nekako ohranja tudi tebe, mogoče ne mladega, mladostnega, kaj pa svem, tako, v tem smislu, ja. In bi še danes tako rekla? Ja, še vedno. Vseh teh časih, po vseh teh letih. Ja. Še vedno. Ja. Nekdanji naš profesor filozofije Narat je enkrat prav rekel, kako to, da so te razredi, kjer je Žigar zraven, vedno tako fajn. Ja. Tako se zelo spomnim tega. Razredništvo. Ja. Ja, ne vem, včasih mislim, da imam srečo, da dobim take razrede, ne vem. Se niso vsi, bom rekla, zdaj, ne bom rekla ne fajn, ampak so različni razredi. Ne smeš, veš, to bo mogoče kdo tudi gledal. Mogoče, ja, upam, ne, drugače lahko nekava. Ne. Mislim, niso vsi, vsak razred je drugačen, ne. Ja. So različni med seboj in ne vem, ne bi rekla zdaj, da so vsi v tem smislu tako v redu, no, da lahko karkoli z njimi počneš, ne vem, recimo, vem, da z nekaterimi razredi se da zelo fino delati za BNK, nekaterimi ne, ampak dobro, se to ni pomembno, ne, ampak se mi zdi, da moraš sprejeti otroke take, kot so, no, mislim, pač eni so take, drugi so drugačni, tako kot smo mi, ne, sej niso vsi enaki, ne, mislim, tudi tako je, ne, zdaj včasih se ti zdi, da z nekoga ne bo nič, ampak ko gre enkrat iz srednje šole, marsikdo, ki je pravzaprav mu šlo slabo, pa se potem zelo izkaže, ne, tako da nikoli ne moraš vedeti vnaprej, ne, ali tudi obratno seveda. Ja. Se ti zdi, pa verjetno boš zdaj rekla, ja, glede na to, da poučuješ ta jezik. Ampak zakaj je pomembno v bistvu, da se dobro da dobro poznaš slovenski jezik? Ja, slovenščina kot materni jezik, seveda vsak materni jezik je pač neka identiteta, z ničimer, kar se identificiraš. Ne? In se mi zdi, da velikokrat pozabljamo, ne, da v bistvu jezik ti daje neko identiteto, v bistvu, da si pripadnik nekega naroda ravno na podlagi jezika tudi. Ne. Zdaj, zelo radi smo ponosni, ne, na naše športnike slovenske, ne vem, veliko ljudje govorijo o tem, ne, narodna pripadnost, pa ne vem kaj, ne, domoljubnost, ampak jezik ostaja pa nekje v ozadju, se mi zdi, in to vse bolj. Skratka, se ti zdi, da je nivo znanja, ne govorim samo pri dijakih, ampak nasploh v družbi, v recimo zadnjih, recimo 20 letih. V upadanju. V upadu? Ja. Ne nazadnje se obvladanje jezika pomeni tudi razumevanje. Ne samo literature, ampak še česa drugega. Ne. In to, da bi pa mi zamenjali jezik s čim drugim, ni opcija. Mislim, s kakšnim drugim jezikom svojega. Ne. Ni opcija, ne? Ne. Ni opcija, ne. Vem, da mi je enkrat en dijak rekel, da če bi pa vsi govorili en jezik, potem pa ne bi bilo vojn. Ne. Aha. En dijak, ki zdaj mislim, da piše za Mladino, pa piše v slovenskem jeziku, seveda. Ne. Mislim, torej, če bi vsi govorili slovenski jezik, ne bi bilo. Ne, mislim, da ni mislil tega. Pa verjetno mislil na angleščino. Ja. To je že kar precej časa nazaj, mislim, da to bilo nekaj na začetkih mojega poučevanja, ne. Zdaj se pa verjetno zadeva samo še slabša. Samo še slabša. Ja. In to se pozna pri poučevanju? Ja, pozna se predvsem pri izražanju in pisanju, pa tudi pri branju, ne? Ker pri meni na urah se tudi kaj glasno prebere, ne? In ne gre gladko, ne? Pa ne govorimo zdaj o kakšni disleksiji ali kaj podobnega, ampak to je splošen trend, ne? Pa nerazumevanje seveda besedišča, besed, ne? To se je v 30 letih kar spremenilo. Ne? In to verjetno bi se izboljšalo z več branja? Jaz mislim, da je že osnovni problem osnovna šola. Ne? Ja, ker zakaj? osnovna
pismenost, bralne navade bi se moral oblikovati zgodaj. In se mi zdi, da vsaj kolikor poznam, kolikor sem spremljala še pri svojih, torej sinu in hčeri, pa verjetno, kot mi tudi povedo, dijaki ne pišejo veliko, ne, v osnovni šoli. Mislim pa, da tudi ta, ne vem, smer prenova, v katero smer gre, ne, ta digitalizacija, mislim, da to ni ravno prava pot. Ni prava pot. Ja, pa uvajanje, ne vem, drugega tujega jezika in podobno. Ne. Mislim, da je osnova bi bila, da se naučijo svojega jezika najprej. Ne. Zdaj pa pouku slovenščine je, mislim, je to še vedno teoretično, 50% ur ne bi šlo na jezik, 50% ur ne bi šlo na književnost. Zdaj, glede na to, da si ti primerjalni književnik tudi, verjetno se več posvečate književnosti. Ja. A imaš kakšno, ne vem, obdobje, ki ti je zelo ljubo? V literaturi? V literaturi. Zdaj, težko bi se opredelila za eno obdobje, ampak mogoče so mi ljubši tradicionalnejše zvrsti oziroma tradicionalnejši tip literature kot čisto moderna, no, čeprav recimo nekega Prusta imam jaz zelo rada, ampak mogoče, ne bom rekla zdaj ravno realizem, ampak kakšni realistični romani sem vedno rada brala. To recimo Rusi, te razne... Ja, Rusi, absolutno, Francozi tudi. Ne pa starejši. Ne, tudi starejši. Ne, absolutno je, ne, seveda je. Da se tudi Zibelka, Grčija, ne, grška literatura, vse. Mogoče recimo te, ne vem, Don Quixote. A to smeš na glas zdaj povedati, da je Don Quixote grozen za brati? Seveda lahko povem, meni ni grozen za brati Don Quixote. Kaj pa Werther? Werther pa ne, da mi je grozen za brati, ampak mi je zoprn glavni lik. Mislim, Werther mi je ni. Če pa nekdo, s katerim pa si ti verjetno... S tem se res ne ravno poistovetiti z njim. Kaj ti je pa najbolj grozen? Ko pride snov do tiste, ne vem, romana, pesmi, karkoli, kjer ti je najbolj naporna, kjer si rečeš, pa glih to je treba danes. A imaš kakšno tako? Pa težko, mislim, da ne. Ne. Da bi zelo s težavo to predavala. Včasih mogoče bolj pri jeziku, ne. Ko pridemo do kakšnih zadev, ki se mi zdijo same po sebi umevne, pa se mogoče se potem izkaže, da niso, no, ampak recimo, da mi to... Ali pa seveda je odvisno tudi od razpoloženja, ne. Včasih se sama sebi zdim dolgočasna, ko govorim. Ja, ampak to je dan takšen. Ampak mislim, da je to en del naše službe. Mogoče dijaki mislijo, da je vedno tako, no, ne vem. Zdaj, na tej šoli si pa pač poleg drugih stvari, ki bova se jih tudi dotaknila, si mogoče tudi zelo znana kot neke vrste, kako bi temu rekel, idejni vodja, začetnik božično-novoletnega koncerta. Ja. Daj malo povej, kako se je rodila ideja za to, pa potem malo v začetkih... Ja, zdaj, ko sem jaz prišla na šolo, je takratna učiteljica glasbe, to je bila Branka Baša Maček, imela neke koncerte, torej točno v tej dvorani, ki sicer bila takrat popolnoma drugačna, ne. In sicer v glavnem so bili to dijaki, ki so se bodisi izobraževali na glasbenih šolah, takih imamo še vedno zelo veliko. Potem so bili razni literarni večeri in potem, ko je ona šla, je nekako to... ne vem, kar izvenelo za nekaj časa. Potem smo enkrat organizirali ta božično-novoletni koncert, kjer so nastopali samo dijaki, no, potem sem pa si mislila, mogoče bilo pa zanimivo tudi za dijake, da bi povabili še učitelje, ne, torej kolege. Jaz sem vedela, da nekateri se ukvarjajo z glasbo, vedela sem za Staneta Andoljška recimo, vedela sem za Janoš Karlep, da poje. Sem rekla, pa dajmo probati, seveda Narat, ne, Narat je bil glasbenik. In smo potem tisto leto, mislim, jaz nisem imela tudi nekih ambicij velikih zdaj, ampak izkazalo se je pa, da je bil zelo uspešen ta prvi božično-novoletni koncert tudi z učitelji, tako dvorana je bila nabito polna, no, in meni še vedno lahko rečem, da mi je bil to najljubši božično-novoletni koncert. To je čisto prvi. Čisto ta prvi, ko so nastopali tudi učitelji. Ja. To je bilo leta?
To je bilo leta 2002, mislim, da. 2002. 2001 je bil ta prvi koncert, ja, kjer so nastopali samo dijaki, a ne potem pa 2-2. Ja. In potem je zadeva šla samo še navzgor. Potem smo šli naslednje leto v 2 predstavi, ki sta bili sicer zaporedoma, sreda, četrtek, recimo nikoli ne na isti dan. Leta 2010 je potem pa takrat ravnatelj Bojan Končan rekel, da bi mogoče pa vendarle šli ven iz šole in smo šli v Španske borce. In mislim, da smo že takrat imeli, če se ne motim, 2 predstavi, nisem čist prepričana na začetku. Potem seveda pa smo začeli tudi z audicijami. Mislim, da sta se mi v tem času pridružila tudi kolega Mateja Jakša Jurkovič pa Uroš Bizilj, ker je zadeva prerasla. Ne more en človek tega delati, seveda brez dijakov tudi ni šlo. Tako da je to postal en tak obsežnejši projekt. V enem trenutku je še celo bilo enega leta, mislim, da je bilo samo 1 leto to, da je bilo še celo v Galusovi dvorani. 2 leti je bilo, 2017, 2018. Ja. No, je bilo v Galusovi dvorani. Kakšen pa je tvoj odnos do tega, da je to iz tele relativno mehne dvorance šlo na največji oder, ki ga sploh imamo? Mislim, jaz nisem verjela, da je to sploh možno. Mislim, če bi mi to nekdo rekel leta 2002, da bomo mi kdaj v Galusovi dvorani, bi rekla, mislim, ne se hecati. Matija Rakun, recimo, ki je bil naš dolgoletni sodelavec, naš bivši dijak, recimo, on je imel to vizijo, da bi mi lahko napolnili Galusovo dvorano in se moram reči, da sem dvomila. Še tisto leto, ko smo šli v Galusovo dvorano, sem se bala, da teh kart ne bomo prodali, na koncu se je izkazalo, da jih je bilo še 300 premalo. Ampak se mi zdi, da Španski borci so ena taka sredina in tak sredinski oder, ko vendarle mislim, je še nek stik s publiko v Galusovi dvorani, vendar malo bolj oddaljena. Se mi zdi, da ta kontakt pa mora biti. Torej, če bi bila zdaj možnost, bi ti, če bi verjetno imaš neko moč pri odločanju, bi ti rekla, ne ostanemo v španskih borcih. Ja. Tudi finančni vidik je tu pomembno. Okay, Mislim, zdaj, da bi pa zaračunavali karte, ne vem koliko, zato da lahko poplačamo Galusovo dvorano, ker cena je tam čez 10,000 evrov. Sicer bi bil res, da sam en koncert, ampak ne. Mislim, da španski borci če zadoščajo. Ja. Zdaj tukaj je gotovo cel kup enih takšnih in drugačnih anekdot in zgodb. Ja, so, anekdote in zgodbe, marsikaj je, ne vem, mislim, zdaj to ravno ni anekdota, ampak ko smo bili še v tej dvorani, je vedno nekaj narobe bilo z ozvočenjem, Se spomnim, da smo enkrat prišli tu na oder, smo čakali kar nekaj časa, da je se usposobila ta mehanika oziroma ta elektronika, To je bilo meni pravzaprav vedno strah, da bo nekaj s tem šlo narobe, Ampak zdaj to, ko delamo pač v španskih borcih, še vedno me je strah, moram reči. Ampak se mi zdi, da pač tukaj ni več to moja nekak naloga. No, ampak to, prej si recimo omenila, to je seveda projekt, ki preraste samo eno osebo. In že nekaj časa ti pomagata profesor Jakša Jurkovič pa profesor Bizilj. A bi lahko, torej, vi ste v bistvu en tak fantastičen trio. A bi ju zamenjala? Za kakšenkoli dan? A bi še koga zraven dala? Jaz mislim, da ni potrebno. Ni potrebno? Ne. Mislim, vsekakor se bo ekipa verjetno menjala, ker bo slejko prej kdo od nas šel, jaz prva, ki bo šla v penzijo. Penzijo, to je čez recimo 20 let. Hvala, ja. Oziroma, mislim, da bo to prej, ampak ja, bo treba nekoga pač dobiti, večno ne bo nobeden od nas. Ampak zaenkrat mislim, da ni nobene potrebe. Pač tukaj so nekako razdeljene vloge.
Mislim, da funkcioniramo čisto v redu. Kako pa z dijaki, ki so zraven? Ja, pri dijakih je pa tako, da se pač ekipe menjajo, ne, ker vemo, da dijaki so tukaj 4 leta. Ne, tako da poskušamo vsako leto pridobiti neke nove dijake, ne, ki so zainteresirani in zaenkrat nam je to še vedno nekako uspevalo. Ne. Se pravi, medijska ekipa, organizacija, zaodrje in tako naprej. Ne. A se ti zdi čuden, kako to, da je vedno dovolj dijakov za recimo to zaodrno delo, ki deluje mogoče na prvi pogled najmanj hvaležno? Pa kaj sve, mislim, da ne. Se te dijaki, ki mogoče začnejo v zaodrju, potem dobijo kakšno tudi drugo vlogo, ampak se mi zdi, da spoznavajo pač vse te aspekte dela, ne, nastajanja BNK-ja. Je pa pravzaprav so pa te, ki delajo za oder ključni, ne, ker je treba pač na oder točno na določeno mesto prenesti, ne vem, karkoli se že potrebuje za to določeno točko. Ne. Ampak ne vem, se mi zdi, da očitno to ni tak problem, ker nekateri pač nočejo stati na odru. Ne. Se to ni vsem v interesu, da bi stali na odru. Nekateri bi pač radi sodelovali, pa delajo druge stvari, ne, kar je super. Super. Mislim, si tudi sama že kdaj rekla, da ne vem, ko je nekdo, ki je s tabo sodeloval več let, pa je bil potem 4. letnik, pa rečeš, zdaj, kje bomo pa dobili še enega tacga? Ja, to sem skoraj vsako leto, da razmišljam na ta način, zdaj šla pa ena taka fina ekipa, kako bo zdaj, ampak se kar najdejo, ne vem, se mi zdi, da ne vem, se štamo ne znam odgovoriti na to. Ne, v bistvu lahko rečeš, da v vseh teh 20 plus letih ni bilo nikoli, da ne bi bilo zaupane vredne ekipe. Ne, ni bilo nikoli. Se pravi, na začetku seveda smo delali malo drugače kot zdaj. Okay, recimo, da tam od španskih borcev naprej, torej približno 15 let. Ni bilo nobenih težav nikoli. A ima to tudi, da pravzaprav vse skupaj deluje, kot en tak, Poljani imajo talent svoj vrsten. A si ti bila kakorkoli inspirirana strani teh šovov, a kaj spremljaš te šove? Ne, niti ne. Niti ne? Ne, oziroma, zdaj bi se zlagala, če bi rekla, da nisem nikoli gledala. Ampak ne, v tem času, ko je začel nastajati BNK, tega ni bilo. Je pa, mislim, da fino, da učitelji recimo tudi z nekih drugih aspektov pogledov vidijo dijake, ki jih mogoče imajo v razredu, pa so popolnoma neopazni, ne. Meni je letos kolega za enega mojega dijaka rekel, jaz sem mislil pa, da on samo fuzbol igra, zdaj pa vidim, da igra tudi kitaro, pa da pleše in tako naprej. Ne. Pa isto velja seveda tudi obratno. Ne. Učitelj v razredu ali pa učitelj na odru je nekaj drugega. Je nekaj čist drugega. Ja. Koga bi najraje videla na odru od učiteljev? Koga bi najraje videla od učiteljev na odru, ki ga še nisem videla na odru, predvidevam. Ja, recimo. Jaz ne vem, jaz bi rada, ne bi nikogar izpostavljala, mogoče, ker to je tako, ne, zdaj, če si kdo ne želi iti na oder, je smiselno človeka silta, ne, ampak zdaj, nekateri potrebujejo malo spodbude, ne, pa potem grejo, ne. Tako da zdaj, mogoče zdaj v bližnji prihodnosti matematik Blaž Ivanuša. Aha. Si ga že malo masirala? Ki sem slišala, da poja, ne? Ampak bomo videli. Sej ne, da bi kakšno solo točko imel, ampak se da v neko skupino ga. Okay. Za njega vem. No. Skratka, to je v bistvu tudi, a je kdo, ki si ga takole večkrat že, pa je mencal, pa je že skoraj tako, da bi šel. Ja, pa pol ni. Skratka, na kogarkoli se spraviš v navednicah, prej ali slej reče, popusti. Ja, ne, mislim, da ne vsi, pa tudi ne. No. Okay. Mislim, smo že vprašali kolege, pa so rekli, da se pač ne vidijo v tem. Ja. Pač, če ti reče, da takoj ne, potem je to ne. A je kakšna točka, ki bi rekla, to je bila pa top točka, to se pa ne da preseči?
Mislim, da te skupinske točke, recimo ti musicali, se mi zdi, da ne bom rekla, da se jih ne da preseči, ampak meni je bilo vedno fino sodelovati tudi v njih, tudi glede na to, da ni bilo samo nastop, ampak sploh priprava te točke, preden sploh prideš do, pa si sam bil, recimo tisti briljantini, ne vem, to je že na vajah toliko smeha, potem pa pač, ko nekaj narediš, pa tudi zadoščenje, Veliko je bilo takih vrhunskih točk, recimo, zdaj, če samo na letos pogledam, ta cirkuška točka, ne vem. Tudi sama si, po moje, kar vsako leto, ali pa skoraj da vsako leto, tudi sama nastopaš. Zdaj, ene dvakrat ali koliko si tudi vodila, ampak sicer pa tvoji nastopi imajo verjetno neke veze z plesom oziroma s petjem. Ti si v bistvu izobražena pevsko. Ja, imam 6 let solo petje za sabo, ja. In petje je torej ena reč, ki te spremlja verjetno že od otroštva. Ja. Tvoja mati je bila operna pevka. Tudi oče. Tudi oče. Tvoja starša sta bila operna pevca. Ja. Tako, bilo bi skoraj malo nenavadno, če ti ne bi potem prepevala. Po mojem bila igra genov, da bi bila brez posluha, recimo, Ampak se bi lahko zgodilo, In petje, kaj ti v bistvu pomeni petje? Pa nekaj sorte sprostitev je. Že kot otrok sem zelo rada prepevala, imam celo neke posnetke doma, še na unem traku, ko sem bila stara, mislim, da 2-3 leta, ko so me snemali, ko pojem. Drugače pa, mislim, glede na to, da sem bila od otroštva seveda povezana tudi z opero, ker sta oba starša tam nastopala in sem bila od malih nog na predstavah, me nekako tudi to pritegnilo. Nisem bila pa, toliko spet zaljubljena v petje, da bi si pa izbrala to kot poklicno pot. To je bolj kot neke sorte hobi. Je pa seveda, ko sem hodila na to solo petje v glasbeni šoli, smo stkali tudi veliko prijateljstvo z temi mojimi sošolci, bom rekla, in pač fino smo se imeli. In petje, tudi danes si, jaz vem vsaj za en zbor. Ja, samo ta tudi je. Sem v zboru Bee Jazzy, ki je pa bolj tako jazzovsko glasbo, kar mi je pa recimo tudi kar blizu. Ti bi bila, če bi lahko zbirala, bi bila jazzovska pevka? Ali misliš, če bi zbirala kot slog pet? Ja, mislim, da ja. Jazzovska, to je mogoče na prvem, ampak nimam glasu za jazz, jaz. Mogoče tudi operna. Ampak torej, kljub genom, recimo, ali pa poklicni poti staršev, pa vendar nisi nikoli poskušala iti v opero, kot pevka. Ne, mislim, dobro, na teh 6 letih smo tudi v bistvu šli bolj v to smer opernega izobraževanja. Sem pa jaz potem kasneje sama šla še na neke ure jazzovskega petja pri Nadi Žgur, ampak to je bilo praktično vse, nisem nekako nadaljevala v tej smeri. Ampak tudi zdaj, ko si v tem mešanemu zboru, to ti v tem trenutku zadostuje, ali imaš nekje še kakšno ambicijo? Ne, to mi zadošča. Ne, to mi čisto zadošča. To ti čisto zadošča. Ja. Tudi glasovno že, moram reči, moj glas ni več to, kar je bil. Zdaj za pevca je recimo govorjenje najhujše, kar je. Kar škodi je glasu, zdaj pa jaz učim že 30 let in pač kot učitelj seveda govoriš veliko. Tako da... ampak ne piješ in ne kadiš, tako da vse to. Ne, to pa ne. Glede na to, da si bila na teh vajah, že kot otrok, in pravzaprav opera pa gledališče nista tako daleč. Kakšno imaš pa pol odnos do gledališča? Torej, jaz imam rada gledališče, drugače, čeprav mogoče ne grem tako pogosto tja, kot
bi si mogoče želela, no? Ali pa glede na to, da bi rada hodila, no? Drugače pa gledališče, jaz sem tudi med drugim hodila v eno igralsko skupino, tega mogoče ne veš. No, evo, ti bom zdaj jaz povedala. Namreč, ko sem bila na porodniški, mislim, da na drugi porodniški, sem se priključila, mislim, da je bila to skupina Barice Blenkuš, to je bilo pač tako amaterska skupina in sem pač nekaj časa tudi hodila tja. Ja. Tako da smo neke predstav, ki smo jih sicer sami bolj pisali, to je bilo bolj v tem stilu, nismo igrali nekih predstav, ki so bile že ustvarjene, oziroma ali pa smo vzeli neko predstavo za izhodišče, pa potem malo predelali. No, tako da sem igrala tudi amatersko, čeprav bom rekla, mislim, da mi igralstvo kot poklic ne bi bila moja izbira. Če bi že, potem bolj filmsko kot pa gledališko. Kaj pa kot hobi? Kot hobi pa ja. Kdaj te bomo videli? Ja, ko me boš vzel v svojo ekipo, recimo. No. Si bom zapisal. Ja. Zdaj, petje ni edina nekako stvar, s katero si, ni edina oblika glasbe, s katero si povezana. Tudi klavir si, oziroma še vedno igraš, ampak tudi klavir si bila, imaš neko izobrazbo iz klavirja. Ja, v bistvu sem igrala 12 let, ja, v glasbeni šoli na Franca Šturma. Pravzaprav je to tako, ne? Zdaj to je bilo 6, je bilo tiste osnovne, potem 4 leta, potem sta bile pa še 2 leta tako kot neka komorna razreda, no? Tako da sem se odločila, da še malo podaljšam, ker se mi zdelo škoda nehati. To je bilo to, potem sem se pa, mislim, da je bilo v to nekje na prehodu iz srednje na fakulteto, če ne že celo na fakulteti, začela učiti čeprečno flavto. Ker mi je bil tudi zelo všeč inštrument. Mislim, jaz bi se učila tudi, če violonilo pa čelo, če bi imela možnost, ampak ne vem, prečno flavto sem potem tudi naredila 6 let, ampak moram pa reči, da če bi jo zdaj prijela v roko, se ne bi uglasili nič iz nje. Na klavir si še pritisneš, pa se nekaj zasliši iz flavte, pa žal ne, ker ne vadim. Ampak, koliko pa igraš klavirja zdaj v zadnjih letih? Manj, kot bi si želela mogoče. Aha. Ja. Na zadnje sem ga mogoče tam nekaj 14 dni nazaj, oziroma ne, pred BNK-jem je bilo. Aha. Ker smo nekaj sprobavali, neko ja, ampak drugače, ne, moram reči, da zelo poredko sedem tudi za klavir, nažalost. Torej, šplečna flavta, rekla si, da bi si z veseljem še violino, čelo. To je pa to. To je pa to. Ja. Torej ne bobni. No, zdaj, ko si rekel, ne, sem tudi probala enkrat, sam je pa tudi malo koordinacije treba, pa seveda ritma, ne, ampak dobro, ne, bi morala poskusiti. Ampak bobni ni slaba ideja. Ok. Zdaj, prej sem malo namignil, ne, na tvoje gene, no, oziroma tvoje starše, ki so gotovo nekako vplivali na te, ampak tudi ti v bistvu vplivaš verjetno še tudi na svoje 2 otroka. Glede na to, da tvoj starejši sin Gal, on se v bistvu ukvarja z istim poklicom kot ti, torej učitelj slovenščine. In angleščine. No, ok, če tudi angleščine, no, ampak recimo, ne, ta del, učitelj slovenščine. Kako pa gledaš na to? Kako se ti zdi? A si blazno vesela, zdaj to, da si ponosna, seveda, ne, je samoumevno, ampak si blazno vesela, da je šel po tej poti, ali si misliš, Če smo rekli, nič od tega, ne. To je njegova izbira, ne. No, to, mislim, kakor nisem ena od teh ljudi, ki mi rekel, da je samo učitelj ne biti, ne, zato ker učitelj biti je čist fino. Mislim, meni je fino, zdaj nekomu mogoče ni, ampak pač to je bila njegova izbira in on je pravzaprav že zelo zgodaj, že v osnovni šoli on rekel, da bo učitelj, ne. Očitno je že takrat vedel, da si želi, zdaj mogoče kaj vplival na to, ko je videl, da jaz kaj doma počnem, zdaj popravljanje se ne vem, a je razmišljal kaj o tem, da bo moral to početi, ampak ja, pač tako se je odločil in seveda. In pol imata
na nedeljskih družinskih kosilih skozi odprte debate glede tega? Ne, pravzaprav ne. Mislim, vsakodnevno mi kdaj kaj pove, on dela na osnovni šoli trenutno, ne, in mi pove kakšne cvetke, kakšne zabavne zadeve, ki so se mu zgodile, jaz pa včasih tudi, a ne tako. In je boljš delati na osnovni ali na srednji šoli? Ja, jaz bi rekla na srednji, pa mislim, da tudi on tako razmišlja. Mlajša hčerka Lara gre pa nekako po poti veterinarke. Ja, dobro, je končala srednjo veterinarsko, ampak bo šla v te vode. Bomo videla, ne. Ona pa še ni čisto, mislim, ona pa ni tako čisto odločena, kot je bil sin, tako da ona še malo tukaj. Ja, tudi konji zanimajo, recimo ona bi si želela mogoče narediti kakšne izpite pa poučevati jahanje v tem smislu nekaj. No, ker to zdaj izpostavljam zato, ker ta ljubezen do živali, ne, to ima tudi mama njena, torej ti. Ja, tudi ja. Zdaj, jaz kot otrok nisem imela neke živali, no, mislim, sem si želela imeti kakšnega psa, ampak ni bila ravno opcija oziroma doma niso bili ravno prepričani, da bi se odločili za to. Imeli smo papagaje, ja. Okay. Ampak psa pa smo pač dobili šele potem na željo otrok mojih, ja. To je zdaj nazaj neki 16 let pa pol, ne. Ti si torej pasji človek. Bi rekla skoraj bolj kot mače, ja. Čeprav imeli smo tudi mačka. Ampak maček je preveč, se mi zdi, da nimaš toliko od njega, ne vem, maček je samo svoja žival, pride, kadar se želi, ne. Pa gre, pa večino časa ga ni, no, tako, če je seveda to prosto živeči maček, ne. Ima nek svoj karakter, ja. Katero žival bi pa še imela tako, če bi lahko imela? Opico. Opico, tako gospod Ficko, opico ali... Ne, jaz sem se vedno želela šimpanza. Jaz se spomnim, ko je šel moj oče v Ameriko, ko je hodil zaradi tega, no, moram povedati, da poleg tega, da je operni pevec, on je tudi pilota, ne, po poklicu, ne, in so šli vedno pač na izobraževanje v Ameriko in pa sem ga vedno prosila, da mi prinese opico, ne, ampak... In nikoli ni prinesel opice? Nikoli mi ni prinesel opice, tako da... To so te travme, ki so se res Travme, ki mi še zdaj preganjajo. Zdaj čisto kot intermezzo, ne, tvoj oče je pilot, ampak ti se pa bojiš, oziroma ne rada letiš. Ja, no, bom kar rekla, da se bojim letenja. Ja. Pravzaprav je bilo tako, ne z njim. Včasih geni ne grejo. Ne, včasih ne grejo. On je pa izjemno užival v letenju, oziroma je bila to njegova velika ljubezen. Ne. Pa sej moram reči, da sem, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da sem preveč zgodb slišala. Tudi njegovih, predvsem človeških napakah. Tako da, zdaj moram reči, da sem ene parkrat z njim tudi letela in nisem imela nobenega strahu z njim. Ampak drugače pa ne, nisem ljubitelj. Me ne potolaži to, ko pravijo, da v vsakem primeru prideš dol, tako ali drugače. Ne? A verjamem, da te to ne potolaži. Ne. Skratka, ne bo šla v Ameriko? Ja, bom z ladjo. Ampak z ladjo? Ja. Tako kot Greta? Ja. Okay. Turenberg, ja. Oziroma ona je šla celo, ne vem, z katamaranom celo, ja, no to ne bi ravno, ne. Okay. Ja. Pa na vesla pol, ne. Ja. No pa, ko smo glih pri teh morskih zadevah, ne, ti si v bistvu zelo morski človek. Vi ste živeli, ko si pa ti majhna, ste živeli na reki? Samo moja starša. A je samo tvoja starša? Ja, jaz nisem nikoli s svojimi starši živela, ne. Sem živela s babico in dedkom v Ljubljani. Od svojega rojstva. Mama in oče sta bila pa nekaj časa na reki, ja. No, ampak si hodila dol? Ali... Ja, seveda sem hodila dol, ona dva v Ljubljano, tako. Ampak potem pa tudi ste hodili na Rab. Rab je eno tako zatočišče in ne vem, dajmo torej ta štos uporabljati, kateri otok je glavno mesto Hrvaške? Ja, Rab seveda, ne. Ja, okay. Torej, na Rab, vi ste imeli hišo oziroma še imate? Ne, v bistvu je tako, moja mama sicer ni bila rojena na Rabu, je pa od svojega 2. leta živela tam, ne, in potem in sicer pri svoji teti,
No in ta teta je imela hišo in tja smo potem vsa ta leta, se pravi tam nekje do, ne vem kako je že, koliko časa zdaj že te hiše ni, ker je bila potem prodana, ko je teta umrla, je bilo toliko dedičev, da se pač nihče od naših sorodnikov pa ni odločil, da bi to hišo kupil, ne, tako da zdaj gremo samo v najem, ne, nažalost, ne, ampak dolga leta sem pa hodila na Rab in to je bilo, ko se je končala šola, tam je bilo konec junija in preden se je začela šola, tam konec avgusta, v tem mestnem obdobju sem bila pa jaz na Rabu, ja. In čakaj, si bila ali kaj pa zdaj še vedno? Ja, hodim, samo ne več za 2 meseca. Pač gremo v najem. Imamo sicer sorodnike, smo še teti, strica, strično tam, ampak pač ne moreš se nekako parkirati pri njih. Nima niti prostora za vse nas. Ampak torej, če se da, greš na Rab. Ali bi šla tudi kam drugam? Sem bila tudi kje druge, ampak na Rab obvezno. Tudi če grem kam drugam, grem še vedno tudi na Rab. Aha, ampak kam drugam, ne na kakšen drug otok? Tudi sem bila na drugih otokih. Skratka, recimo, Boštjan Žnidaršič pravi, da najboljš na Braču, ampak on nima pojma. Ni bil na Rabu, očitno. Ni bil na Rabu, okej. Tudi verjetno, ne vem, ta bližina morja pa navezanost na morje verjetno vzbudi neko ljubezen do plavanja, ki jo tudi imaš. Ja. No, jaz sem se dosti zgodaj naučila plavati, seveda se je logično, če sem bila toliko časa na morju, ne. Pač voda je en tak moj element, bi rekla. Od športov, jaz nisem pač ravno športni človek v tem smislu, ne, zdaj, da bi bila zagrizena športnica, ampak plavanje mi je pa pri srcu, ja. Tudi na plavalne maratone si oziroma si tekmovala. Ja, pač nekaj let mislim, da sem bila 6-krat na plavalnem maratonu na Rabu, seveda, ne, potem so pa nehali organizirati, tako da zato ne plavam več. Ja, drugače je bilo pa to vedno tam konec avgusta in sem pač se udeležila. Ne čisto od vseh, zaradi tega, ker pač nisem niti vedela, da so. Potem je pa en prijatelj, ki tudi hodi že leta na Rab, sicer iz Zagreba, mi je enkrat rekel, zakaj pa ne greš ti poskusiti, in potem sem šla. In to je, koliko je to daleč? 4 kilometre. 4 kilometre in to daš vse od sebe in... Mislim, daš se od sebe pač tako, da lahko prideš do konca. In en teden se sploh ne moreš več premikati? Ne, niti slučajno. Ne, pač plavaš v svojem tempu, ne, mislim, ker to, če greš, če greš preko sebe, potem verjetno nekje na sredi ostaneš, oziroma odnehaš. In nikoli se ni zgodil v teh 6-krat, ne, si rekla? Ne, da bi odnehala, ne. Nisi človek, ki bi odnehal. Nisem šla čez, omejitev je bila nekaj 2 uri, tako da najslabši, mislim, kar sem plava, je bila 1:45 nekje, ampak ponavadi boljš je bilo pa 1:35. Aha. Pa tudi sicer imaš kakšne take zdaj, ko ni več maratona, imaš... Ja, običajno plavam tam ob obali, sem tja pa nazaj, tam, kjer se ponavadi kopamo. Skratka, ampak važno je, da si, ne vem, 1 uro in več v vodi. Ja, tako je. Ja. Okay. In če bi bil zdaj ta plavalni maraton na Braču, seveda, da ne bi šla. Ne. Skratka, to je samo na Rabu. Ja, je le tam to morje, čist drugače slano. Drugačnega okusa. Kaj pa takole v bazen? A hodiš, mislim, tako? Sem nekaj časa hodila, ampak ne. Ni to isto? Ne. Mislim, moram reči, težave z ušesi, zaradi tega, ker dobim, recimo, če mi gre voda v uho, dobim vnetje. Zdaj v bazenih je pa sploh to malo bolj problematično, tako da nisem, neko obdobje sem hodila, ampak sem potem nehala. A ti je neprijetno, če ne vidiš dna? Ne. Ok. Ne, zdaj sem se spomnil, meni recimo je, ampak ok. Poslušaj, tlele imamo tudi še en element tvojega zanimanja in to je pa, da si se relativno pozno. Ali pa v zadnjih letih tega lotila. To je balet. Balet, ja. Kako to?
Ok, v redu, opera, balet, so včasih tudi skupaj se to pove. a ne? Tudi, Ampak tudi, ja. torej, zakaj potem šele zdaj? V bistvu sem iskala neko dejavnost, torej neko gibanje, ki bi mi bilo blizu. Ne. Zdaj ples je meni dokaj blizu. Ne. Jaz rada plešem, pa ne zdaj samo balet, ampak razplošno. In se mi zdi, da pri baletu se kar raztegne človek, pravzaprav delajo še kakšne mišice, za katere nisi vedel, da jih imaš. In potem sem pač moj učitelj je bil 2 leti, moj bivši dijak, to moram še povedati, to se je malo zamenjala vloga, jaz sem ga učila 4 leta, tudi 5 let je plesal v operi, Luka Žihar, ki ima svojo baletno šolo, oziroma to je, že njegova mama je pač ustanovila to baletno šolo in zdaj on prevzel to in pač so se enega poletja srečala tam nekje v Tivoliju in pač sem ga vprašala, ti pa mislim, to tako za starejše, imaš ti tudi kaj, pa je rekel, ja, seveda imamo balet za starejše dame, on je to tako lepo povedal, starejše dame. To je eleganca. No, in seveda potem sem se vpisala in zdaj je to že 3. leto, da hodim. Kaj je tisto, kar ti je največji užitek pri baletu? Predvsem je to, da delaš nekaj na glasbo, ne. Moram reči, da stvari niso enostavne. Ne? Zdaj, ko gledaš ten balet na televiziji, izgleda to vse tako lahkotno, enostavno, ampak dobro, to mi je bilo že naprej jasno, da ne bo, ne? Ampak pač všeč mi je tudi to, ne? Ko delamo te vaje, ne? Da si pač moraš zapomniti eno zaporedje, ne? In pač potem uživaš v tem, ko se enkrat naučiš, ne? Mislim, govorim zdaj o vajah ob drogu, ne? Sredina, drog pa špegu. Drog pa ogledalo, ja. Pardon, si le slavist. Ogledalo pa una kikalca. Ne, kiklice pa ne. Mislim, če misliš to tu, ne. Ja. Imamo kar tako navadno za zavezati. Aha. Ja. Ampak je vsaj belo. Ne, črna je. Ja. Kako je pa težko iti na prste? Zelo težko. Zelo. Ja. Mislim, mi smo letos začeli s temi baletnimi torej špicami, ampak kot vidiš, so še zelo neuporabljene, tako da jaz več kot 4-krat nisem bila v teh copatih in moram reči, da to zelo bolijo noge. Torej, kar mučenje bi rekla. No. Skratka, to je pa del, ki je mogoče boljš, da to delaš kot mlajši. Ali... Ja, mislim, dobro, vsekakor mislim, da pri mojih letih, no pa ne bom zdaj posploševala, no. Mogoče sem jaz ta tip, da imaš nek limit, do katerega pač greš, ne. Absolutno je lažje, če to začneš kot otroka, ker pač si tudi lažje pač telo je bolj gibko, in lažje ga oblikuješ in tako naprej. A se kakšne poškodbe bojiš? Ker to je verjetno stalnica. V bistvu ne bojim se poškodbe, zaradi tega, ker ne grem do te mere, da bi se poškodovala. Se mi je že doma zgodilo, da sem se zvrnila, ker sem probavala. Namreč neke piruete smo se učile, in sem doma, seveda, drugače seveda nismo v teh copatih, ampak imamo tiste navadne, ne. Ampak doma sem rekla, tisti copati malo bremzajo, ne. Sem rekla, bom jaz to doma na parketu v nogavicah, ne, jasno. Sem se zvrnila, ne. Ne polomila, ampak samo zvrnila. Pa si tudi priznala to komu? Sem hčerka slišala. Kaj pa drsanje? Drsanje mi je tudi všeč. To je na nek način malo podobno. Ja, ali ne čist. Mislim, podobno. Podobno, dobro. Je gibanje na glasbo, samo je pa seveda podlaga čisto druga. Ne. Jaz drsala sem, v srednji šoli nekako sem prvič začela drsati, ampak to samo rekreativno. Pa kaj več kot naprej drsati ne znam. Aha, ni Aksel, trojni Aksel, dvojni Rydberger in tako dalje. Ne gre. Okay. Tudi s tem znanjem zdaj iz zadnjih 3 let raje ne? Ne. Torej, ogromno je v bistvu tvojih teh zanimanj povezanih z glasbo. Kaj pa recimo, kakšna glasba se potem pri tebi doma sliša? Se sliši glasba? Se sliši, ampak glasba je raznovrstna.
Mislim, jaz poslušam in klasiko in jazz, dobro, to bi mogoče rekla, da je to na vrhu, ne? Drugače pa tudi, zdaj, težko bi rekla, ne, da sem fan ene zvrsti glasbe, no. Sem dosti raznovrstno glasbo poslušam, da bi mogoče ravno ne tehno, to ne kakšen metal, tudi mi ni blizu, no. Okay, ampak drugače pa probavaš, ali kaj, tudi malo raziskuješ, ali... Ja, ne vem, slišiš na radiju kakšen komad, pa ti všeč, ne, ni nujno, da sploh vem, kdo je izvajalec, recimo. Razumem. Ja. Torej, tako bolj pop, rock? Ja, na 80 absolutno, ne, to je disko, ja, to... Zdaj, en kanal 80, ne, ko je radija, ne vem, 81 ali kako je že, no, to je moja postaja v avtu. Tvoja postaja v avtu, Ja. okej. Je pa res, zdaj, glede na to, da tukaj imamo tole že nekaj časa pred seboj, torej niso vsi tvoji hobiji povezani z glasbo, recimo eno takih zelo zanimivih hobijev je kvačkanje. Kako pa si do tega prišla? V bistvu preko mame tudi, ja, ne. Torej, mama je, dobro, to so bila neka druga leta, ko so jih v šoli kar precej učili tudi teh ročnih spretnosti. In potem sem si jaz tudi želela naučiti in me mama naučila in tako sem v glavnem, seveda, to se na rabu se to dogajalo večinoma, ne, ker moja mama je potem kasneje šla v Nemčijo, ne, kjer še danes živi, ne, in večinoma, kar smo se videvali, smo se v času poletnih počitnic, takrat je bil čas za ta prenos znanja, recimo. Ne. No in tako, ona je recimo tudi zelo veliko kvačkala in pletla, ne. Recimo ona se je sprehajala po plaži, ne, tako je imela v vrečki tole volno, ne, in je sprehajala se in je kvačkala recimo ali pa pletla. No. Jaz tega sicer nisem delala, ampak ja, tako da sem se naučila, potem pa moram reči, da eno dolgo obdobje se sploh nisem dotaknila, ne. Zdaj pa nekaj let, bom rekla pa 6-7 let, se me je pa spet nekako potegnilo to. In to je neke vrste kaj, to je sprostitev. Ja, mislim, bom rekla, kvačkanje, ja, pletenje ne. Jaz pri pletenju, recimo, pletenja ne morem dolg ples, ker nervozno me dela, ne vem. Kvačkanje bi lahko pa do nemoglosti, ne vem. Verjetno je ta gib... Ampak a ni malo vendar... Ja, pa ne, no. Ja, pa ne. Ja, pa ne. Ja, ni čisto enako, ne. Kaj si pa se skvačkala? Evo, tole sem spletla, ne, to ni kvačkanje, recimo, ne, tole je before, after, recimo, ne. Ja, sem, recimo, imam nekaj v glavnem teh poloverjev, kakšen šal, kapo sem si naredila tudi, pa imam idej še veliko, sam časa ni, ne. Ja, mislim, jaz sem slišal, da si za manco spletla odejco. To je bila pa neka dekca, ja, tako je, ja. Z medvedki, ja. No, sem pa dobil tudi informacijo, da Dejana Šega pa čaka že na dolgo svojo čaka jopo. na svojo jopo, ja, joj. Ja, Ja, to imam pa malo slabe vesti, nekako, mislim, da sem kar prevzel to vlogo tle posrednika, skratka Dejana Šega čaka na svojo jopo. Nataša Homar pa Mateja Pandel pa si jo želita. Ja? Tako da zaenkrat to samo prenašam naročila. Hvala lepa. Tako da, lej. Ja. Šega jo bo dobila, za ostali dve pa ne garantiramo. Vsaj en. No, lej, v redu, en od treh, to sem jaz čisto zadovoljen s tem. Ja, v redu. A si, ne vem, skvačkaš tudi, ne vem, ti rada kuhaš? Ne? Tudi, ja. A si skvačkaš rokavico za ne, držati? Rokavico ne, ampak en tak tisti kvadratek, s katerim pa lahko primaš. Enega sem ga pa enkrat naredila, ker mi je ostalo neke volne. Ja. Pa je to uporabno? Je? Kaj pa predpasnik? Ne. Pa pretopu. Pretopu. Ja. Kaj pa rada kuhaš? Mislim... Oziroma, kaj ti v bistvu kuhanje pomeni?
Ma ne vem, to je Tudi ena sprostitev ali... Ja, je sprostitev, če ni zdaj to, ne vem, če se ti ne najavtem, ne vem, koliko ljudi pa delaš pa tik pred zdajci, drugače sprostitev, drugače lahko Recimo pa tudi serija brema. profesorjev. Ja, recimo, ali pa Božič, božična večerja, recimo, to je običajno je to tik pred zdajci, in to me dela bolj nervozno kot sprošča, drugače pa ja, recimo, če se lotem pa tako, ne vem, sploh kakšne peke, govoriva zdaj o pecivih in to pa je sproščujoče tudi, če imaš veliko časa. No. Če imaš veliko časa. Skratka, ko boš zdaj domov prišla, ne bom se lotila. Boš naročila pico. Ne, mislim, da danes imam balet, tako da pica ne pride v poštev. Imaš pa tudi kakšne posebne diete, ki jih prakticiraš? Diet, mislim, da sem mojstrica raznih diet, ampak ja, ne vem, mogoče niso ravno uspešne. Mislim, ker dieta ne zadošča, to je pač miselnost, pa predvsem volja. Kot misliš, da ne bi bile uspešne diete? Ja, mislim, sem že, mislim, ko govoriva o dietah, ko izgube kilogramov, No, sem dieta je tudi dobra, pa slaba volja. Ja, dobro, pustiva to, Ja, volja mora biti, pri vsaki zadevi. Skratka, diete so ful dobre. Učinkujejo, če je volja, pa vztrajnost predvsem. Volja pa vztrajnost. A bi si še pa kakšni stvari želela biti bolj vztrajna? Ja. No, recimo. Pri učenju jezikov, recimo. Učenju jezikov? Ja. Učenju jezikov, ker mislim, da imam ta posluh za jezike, ne samo zic leder, če se zdaj tako izrazim, ne slovensko manjka. Tudi recimo tukaj si se ali si še vedno učila italijanščino pri kolegu? Ja, najprej pri kolegu Leitgebu, zdaj pa ne, zdaj pa neka zunanja učiteljica ne uči več on. Kako to da italijanščina? Ker je bil rab nekoč italijanski? Ne, ni bilo. Jaz sem se nekoč že učila italijanščino, sem hodila nekaj tečaje, ampak nikoli uporabljala jezika. Potem se je pa tu odprla pač možnost in vem, da je takrat Dejana Šega rekla, bi šla še ti, pa sem rekla, pa bo šla. Dejana je medtem že obupala, jaz sem pa še vedno tukaj. Je pol nekaj vztrajnosti je, ne? Ja, dobro, samo govorim za kakšen večji napredek, pa je treba kaj več kot samo domačo nalogo narediti 1 uro pred uro italijanščine. Se celo uro pred uro narediš, to je pa dobro. Ja. Ker običajno se domače naloge dela... med uro. Med uro, ja. Oziroma... To šolsko pa uro jaz malo težko, To je pa res, malo teže. Lahko bi pa med svojimi urami delala domačo nalogo. Sej. Tako kot se pač dela v šoli. V šoli, ja. Mogoče pa kdaj sprobam. Okay. Zadnjo dejanje najinega pogovora je serija vprašanj, ki jih jaz postavim vsakemu gostu. Zdaj, teh vprašanj si nisem zmislil sam. Zmislil se jih je v bistvu na nek način že Proust, ki je tebi tako ljub. In so jih potem malce predelane, spraševali na razne načine, razne zvezde, tako na francoski sceni, kot recimo tudi v Hollywoodu. Skratka, zdaj pa bom jaz z njimi spraševal našo zvezdo, torej Natašo Žigar. Nataša, kaj je tvoja najljubša beseda? Življenje. Življenje. Ljelje. Življenjski z J. Aha. Koliko je pa to napak? Takole v esejih? So. Okay. Se najde. Pa zdaj na naslednjo vprašanje upam, da ne boš odgovorila esej. Beseda, ki jo najbolj sovražiš? Rekla vojna. Vojna. Tako kot življenje, verjetno tudi zaradi svojega pomena. Tako. Ker življenje ima nj, vojna ima pa jn. Torej, a tle neka simbolika? Ne vem, Ti imaš res rada jezik? Imam rada jezik, evo, tle se to vidi. Slovenski seveda. Tvoj najljubši zvok? Ja, bom rekla morje.
ampak ali pa mogoče kar bolj posplošila voda v nekako vseh svojih oblikah, torej od dežja, dobro, razen toča, ne ravno sneg, recimo. Sneg je, ja. Zvok snega. Ja, a veš, to je pa tako, recimo, ko se zbudiš zjutraj 1. januarja, torej na novega leta dan, se pravi, ko je čista tišina zunaj, ko še vsi spijo in slišiš, kako pada sneg, ampak to mora biti seveda tak suh sneg, to ni tisti mokre krpe snega, recimo, in dejansko lahko slišiš, kako sneži. Ampak to se je nazadnje zgodilo leta 1995. Ja, nažalost, ampak eno leto se je, tega se prav spomnim, tisto leto je bilo namreč snežilo in za Božič in za novo leto. In to je res tak zelo pomirjujoč zvok in potem se še spomniš seveda na Murna in njegovo pesem Sneg in ja. No, upam, da bom se zdaj, ko bo padel sneg, spomnil, da ga bom poslušal. Ja, ampak mora biti tišina. Ja, razumem. Kaj je zvok, katerega najbolj sovražiš? Oziroma ne maraš? Recimo kovine na posodo. Se pravi, drgnjenje kovinskega predmeta, recimo ko z žlico, ne vem, strgaš po dnu posode, recimo to me skomina. Tako kot nekateri, recimo, se spomnim kreda po tabli, no, mene pa ta zvok, kar usta skupaj potegne, tega ne maram. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Ja, zdaj, da ne bo treba rezati, oziroma da tistega signala bom rekla priimek našega biatlonca Jakova. Aha, ker sem mislil, da boš bolj politična, ker jaz bi tudi kot kletvico kakšen priimek lahko uporabil. Ampak, okej. To so vendarle vprašanja namenjena tebi. Kaj te navdušuje? Kaj me navdušuje? Lahko rečem, da me navdušuje nekdo, ki recimo kljub nekih težkih preizkušnjah, ki jih ima v življenju, vztraja naprej in recimo ne odneha oziroma ne obupa. No. To me navdušuje. Se pravi, neke sorte vztrajnost kljub ne vem, kakšnih res težkih okoliščin. Česa zares ne maraš? Česa zares ne maram? Ne maram recimo zahrbtnosti. Zahrbtnosti. Ja. Kateri poklic poleg svojega bi še rada opravljala? Ja, bom rekla filmska igralka. Filmska igralka. Ja. Vse nikoli nisem snemala kakšnega filma, da ne bo pomote, bi si pa kdaj mogoče želela. V gledališču se mi zdi, da je vendar, da se te predstave, ki jih moraš ponavljati iz dneva v dan, da to, ne, vsaj kot sem izkusila v tem amaterskem gledališču, se mi zdi, da za kamero je pa zadeva, vse tudi tam ponavljaš prizore, ne, ampak potem je pa pač ta izdelek je, kar je, ne. Katerega poklica nikakor ne bi rada opravljala? Kakšna računovodja ne bi bila. Kar je številkami, kar je povezan seveda tudi z mojim mojo ljubeznijo do matematike. Seveda narekovajih do matematike, ne, ali pa kakršnokoli birokratsko delo. Ne. To me, tukaj moram kakšna poročila pisati ali pa oddajati, to je muka. Kaj je tvoja najljubša droga? Se ne vidi. Sladkarije. Ja, to je pa problem zaradi tega, ker sladkarije ni to tako. Vzameš en piškot in je to potem zadostiš potrebi po sladkem, ampak se je toliko časa, dokler ne zmanjka. Raj piškote kot čokolade? Ja, v bistvu še najraje kakšna peciva, ki ima kakšne kreme. Ja, to je moja najljubša sladica. Recimo ne maram kakšnih trdih bombonov, mislim čokoladne, ja, ampak te bomboni, lizike, to ne. Kateri talent, ki ga nimaš, če
to obstaja, Ja. bi pa najraje imela? Rada bi znala slikati. Slikati. Sem se tudi v tem poskusila, ampak ne vem, se mi zdi, da to je, da znaš recimo pogledati, ne, nekaj, jaz bi rada predvsem slikala v bistvu tako Naravo. pokrajino, ja, naravo, brez ljudi. A ne. In da znaš recimo to prenesti na platno, se mi zdi izjemno. Ne. V katero rastlino ali žival bi se najraje reinkarnirala? Kačo. Zelo biblijsko. Ja. Ja. Ne vem, meni so kače všeč kot živali, no, moram reči. Ampak ne bi jih pa imela doma? Ma, ne vem, s kačo nimaš kaj dosti početa, ne. Lahko Recimo, ni odzivna, ne, oziroma če je odzivna, verjetno ni. Ravno, ne vem. ene kače se zelo rade stiskajo. Ja, oziroma raje rečeno stiskajo, ne. Ja, stiskajo. Ja. In še zadnjo, če Bog obstaja, kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? A spet ti. Ker to pomeni, da Verjameš v oziroma bi rada verjela v da si imela reinkarnacijo? več možnosti, a ne, recimo. Nataša, hvala za tale prijeten pogovor. Hvala tebi za vabilo. Hvala vsem, ki ste prišli nas poslušati. Hvala celotni ekipi, ki stoji za tem. Že prej Nataša omenila, ne? Brez tistih, ki delajo v zaodrju, preprosto ni takih zadev. Tako da hvala, ker ste bili z nami in se vidimo prihodnjič. Srečno!